Lepo pozdravljeni. Danes je k nam prišel obisk iz druge strani meje, z druge strani slovensko-italijanske meje seveda. 70 let namreč letos že praznuje Slovenska kulturno-gospodarska zveza in njena predstavnika Martin Lisjak in Martina Budin sta danes z mano tukaj v studiu, da predstavita delovanje zveze in da se pogovorimo, kako je kaj onstran meje. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej 70 let, to je že res lepa in okrogla številka, veliko starejša od vseh nas tukaj prisotnih. Pa vseeno, kako ste kaj praznovali? Zdaj praznovanje uradno je že potekalo, kaj ne? Ja, potrdim. Praznovanje uradno je bilo prejšnji teden in sicer 28. novembra, prav na dan, ko je bila SKGZ ustanovljena pred 70 leti. Praznovanje je bilo zelo, recimo, tako slavnostno, kot mora biti. Smo, naprimer, kot vidite, tukaj smo vam prinesli nekaj gradiva, ki smo ga pripravili prav priložnostno za našo obletnico. Smo pripravili, oziroma Martin je bil urednik naše nove brošure, Brezmejno povezani. Dali smo brošuri ime našega dogodka nasploh, torej Brezmejno povezani, ki je v 3 jezikih, slovenščini, italijanščini in tudi angleščini, tako da res vsakdo, ki jo bo imel s sabo in bo imel recimo priložnost jo prebrati, jo lahko pač razume. Smo pripravili, oziroma so nam pripravili grafik Rado Jagodic, novo grafično podobo in sicer vetrnico oziroma rožo cvet. Ta ima 7 cvetov, 7 listov oziroma, v katerih smo dali fotografije in to so fotografije, ki ponazarjajo poselitveno območje nas Slovencev v Italiji. Mi živimo, kot ste že prej rekli, na meji s Slovenijo, vse iz Milj do Trbiža. Zaradi tega smo se odločili, da pač te fotografije mi ustavimo na našo priložnostno razglednico in logotip recimo na celotne 70-letnice. Poleg tega, hvala filatelističnemu klubu Lovre Košir iz Trsta, smo tudi pripravili priložnostno znamko in še poštni žig. Glavni dogodek je bil pa recimo naša slovesnost v Kulturnem domu v Trstu. Tam smo sodelovali s Tržaško glasbeno matico, smo imeli koncert godalnega orkestra pod taktirko Patrika Kvadžata. In ja, je bil lep praznik, smo bili zelo zadovoljni, ker nam je uspelo napolniti cel kulturni dom v Trstu, tako da smo združili k praznovanju več kot 300 ljudi, naj si bo to naši individualni člani ali pa kolektivne članice, to se pravi naše organizacije, društva, ki so recimo nekako z nami povezane, pa tudi visoke goste seveda, tako iz slovenske kot italijanske strani meje, to se pravi nekateri slovenski ministri in še predstavniki državnega zbora, pa tudi deželni svetniki naše dežele Furlani Julijske krajine in še naši župani, tako iz italijanske kot slovenske strani meje. Poleg tega pa seveda vsakdo, ki si je želel ogledati naš dogodek, je lahko kar prišel, se nam pridružil. Ta je bil namreč odprt vsem in recimo tudi nekateri drugi radovedni so pač prišli zraven. Mislim, da praznik je uspel, smo slišali zelo pozitivna mnenja in mislim, da to je najpomembnejše. Po svoje se zdi, da vedno lahko kdorkoli pride zraven. Delujete na tako različnih področjih, od športa, kulture. Zdaj v imenu sta se znašla samo kultura in gospodarstvo, ampak pravzaprav pokrivate tudi jezik in še marsikaj drugega. Kako raznolika pravzaprav so ta vaša področja in kako to, da se ravno pravzaprav se jim je 70 let nazaj zdelo, da je potrebno to združiti? Dejansko Slovenska kulturno-gospodarska zveza se je rodila leta 1954, se pravi s podpisom Londonskega memoranduma, ko je cona A tržaškega svobodnega ozemlja pripadala naposled Republiki Italiji. Dejansko smo Slovenci v Trstu in tudi v Gorici postali manjšina takrat in zato, ker ni bilo neposrednega vpliva matične države, takrat je bila to Jugoslavija, je bilo potem potrebno ustanoviti eno
eno združenje, en subjekt, ki bi potem skrbel za Slovence na tem območju, ki je danes in takrat postala Italija. Seveda v 70-ih letih so se zadeve spremenile, ampak poslanstvo je ostalo zelo, zelo podobno. Se pravi, naša skrb je kriti vsa področja, na katerem delujejo Slovenci v Italiji. Mi smo odraz sicer civilne družbe, pravimo si sindikalna organizacija, ker zagovarjamo pravice članov narodne skupnosti, ki se pa udejstvujejo na tisoče področji, tako geografskih, ker govorimo od Kanalske doline, Mimorezije, Terske doline, Benečije oziroma Nediških dolin, Goriškega in Tržaškega področja, ampak tudi vsebinsko govorimo od medijskega prostora, sociale, sploh pa vzgoje in izobraževanja. Seveda kultura je tisto področje, ki je najširše ukoreninjeno tudi od ljubiteljske dejavnosti do profesionalne kulture, govorimo o Slovenskem stalnem gledališču, glasbeni matici že omenjeni. Medijska krajina je zelo raznolika, od založbe do dnevnika, Primorskega dnevnika in seveda mladinske dejavnosti, športa, marsikaj bi se dalo še naštevati. Dejansko spopadamo se z vsemi področji, na katerih je slovenska družba na civilnem nivoju v Italiji aktivna, dejavna in se pač pravzaprav združuje in ustvarja to narodno skupnost. Zdaj, slovenska manjšina 70 let nazaj res ni bila manjšina, ko so prestavili mejo. Kako pa je recimo s tem danes? Ali vaše članstvo mogoče upada? Sploh iz avstrijske Koroške tudi pogosto slišimo, kako vse manj ljudi govori slovenščino, ne nazadnje mladi danes predvsem govorijo angleško, če že govorijo kateri drugi jezik kot jezik države, v kateri živijo. Ali tudi sami zaznavate mogoče kakšne spremembe pri članstvu? Ja, recimo članstvo narodne skupnosti se spreminja. Tudi dejansko ta vpliv ene in druge narodnosti se potem v 70-ih letih je proizvedel svoje, se pravi, tudi v mešanih zakonih. Šolska populacija se je zelo spremenila, veliko je otrok iz tako imenovanih mešanih zakonov, ko so en starš Slovenec, drugi Italijan, veliko je otrok iz italijanskih družin, ki se vpisujejo v slovenske šole v Italiji, ostaja pa tisto trdno jedro slovenske narodne skupnosti. Tako da res o upadu članstva lahko govorimo, ker seveda narodna skupnost, manjšina, ki ni primerno zaščitena po mednarodnih in socioloških tudi raziskavah, je potem drsi v eno asimilacijo. Z druge strani pa lahko govorimo tudi o spremembi krajine oziroma sploh članstva narodne skupnosti. Pa tudi na nas vplivajo tudi eni splošni pojavi, globalni pojavi, se pravi denataliteta, rojstvo otrok je veliko niže, kar je splošno evropski, da ne bomo rekli splošen pojav zahodnega sveta. Izseljevanje, tudi veliko mladih odhaja z boljšimi pogoji širom po svetu, po Evropi. Tako da je dejavnih članov res da iz leta v leto manj, ampak moram priznati, da je naše gibanje še vedno zelo, zelo razvejano, zelo obljudeno in skrbi so na mestu, ampak tudi pač perspektive niso tako negativne. Sej, na kakšen način pa pravzaprav delujete? Vi ste tukaj predvsem v funkciji, kot ste že omenili, zagovornikov sindikalnih pravic, povezovanja. Kaj je pravzaprav tista vaša glavna dejavnost? No, recimo, da ne moramo prav res govoriti o eni glavni dejavnosti. Kot je že prej Martin tudi izpostavil, res delujemo na različnih področjih, torej prav res kot ena sindikalna organizacija Slovenske narodne skupnosti v Italiji. Mi se postavljamo kot sogovorniki recimo bodisi s slovenskimi oblastmi, recimo kot tudi oblastmi dežele Furlanije Julijske krajine in še italijanskimi oblastmi. Poleg tega pa smo tudi zelo aktivni recimo na vseh teh področjih, ki zadevajo našo skupnost, ki gradijo našo skupnost kot našo, recimo vse skupnosti nasploh pač. Govorimo o kulturi, o šolstvu, o športu, o gospodarstvu, o mladinskih politikah recimo. Tako da ne moramo prav res izpostaviti en sam recimo samo glavno delo recimo. Smo zelo aktivni na vseh teh področjih. Res ne moramo samo o jeziku recimo in o jezikovnih politikah. Poleg tega je
je vse tisto, kar smo oziroma kar sva že prej omenila. Tako da je zelo tako dinamično. Zdaj, nedavno, zdaj že nekaj let tega, je v Italiji prišla na oblast, ki ni ravno naklonjena vsemu, kar ni italijansko. Imate mogoče zaradi tega kakšne probleme? Kako se odziva pravzaprav italijanska država recimo proti vaši skupnosti, proti vašim članom? Se je mogoče to zaostrilo kaj v zadnjem času? Ne vem, sploh tudi razne grafite smo videli, razne grafiterske mazaške akcije tudi v zadnjih letih. Ne bi tega prav zatrjeval, kajti predvsem italijanski center odločanja je v Rimu in Rim je zelo, zelo daleč od Trsta, tako da sploh v Rimu ne vejo, da obstajajo Slovenci v Forlaniji, Julijski krajini. Seveda so eni pritiski iz deželne desnice na nas, so pa bolj populističnega značaja, tako da nimajo neposrednega vpliva. Težko bi rekli, da so se pogoji poslabšali. Kar se tiče grafitov teh akcij, to je vedno bilo. Pravzaprav morda gre poudariti, da živimo še vedno pod veliko boljšimi pogoji, kot smo nekoč. Takoj po ustanovitvi vse do razpada skupne države sta bili to dve skupnosti, italijanska in slovenska, ki se nista pogovarjali. Slovenci smo bili otok, pravzaprav, ki smo živeli sami zase. Po letu 1991 so se sprožili procesi, ki so pripeljali do veliko večje integracije v pozitivnem smislu. Se pravi, tudi odnosi so se bistveno izboljšali. Tam čez, se pravi v Sloveniji, ni bila več neznana zemlja, postalo je vse skupaj veliko bliže. Evropska unija leta 2004 je naredila svoje, ko je Slovenija postala članica 2007, govorimo o Schengenu, prostem pretoku meje, in vse te dinamike so na nas zelo vplivali v zelo pozitivnem smislu. Tako da tudi moram priznati, da italijanska država se ukvarja dokaj korektno z nami. Potem obstajajo tudi zaščitni mehanizmi, obstajajo zakoni, obstajajo norme, ki niso vedno upoštevane. In to je naša vloga, da spodbujamo odločevalce, da jih izvajajo. Kje pa zaznavate mogoče tiste probleme, ki bi jih želeli v prihodnje rešiti oziroma so mogoče nerešeni zdaj že nekaj časa? Recimo, naša poglavitna skrb je izvajanje zaščitnega zakona za Slovence v Italiji. To je bil odobren v italijanskem parlamentu leta 2001, imenujemo ga zaščitni zakon. Predvideva ogromno norm v podporo in v pravzaprav jamčenje obstoja Slovencev v Italiji. Ne vsi členi so vedno upoštevani. Govorimo o vidni dvojezičnosti, se pravi o krajevnih tabljah, napisih, upoštevanju dvojezičnega poslovanja javnih uprav, se pravi tudi v odnosu do člana skupnosti. In potem sploh kontingentni problemi, ki se rojevajo sproti. V zadnjih letih smo podvrženi izjemnim pritiskom na šolsko strukturo Slovencev v Italiji, s čimer se moramo zelo ukvarjati. In tako, dela je veliko, kajti zaščitni zakon za Slovence v Italiji pravzaprav jamči pravice narodni skupnosti, jih ne pa izvaja avtomatično, za njih je treba prositi. Tako da z druge strani moramo tudi sproti spodbujati tudi Slovence v Italiji, naj koristijo zakonov, naj zaprosijo v odnosu do javnih uprav dvojezične obrazce, naj pravzaprav prosijo za osebne dokumente v dveh jezikih, kar ni avtomatično. Tako da z ene strani je treba italijansko državo spomniti, da je pač pogoj zakonski to, da izstavlja dvojezične dokumente, z druge strani pa člane skupnosti naj se jih poslužujejo. Kaj pa tako, da narečem, banalne stvari kot šumniki na osebnih dokumentih so postali stvarnost zdaj mogoče? Je čedalje boljše. Na vozniških dovoljenih smo to dosegli, ampak recimo, ali pa tudi na osebnih, sploh na osebnih izkaznicah. Še nekaj težav je s potnimi listi, tako da je treba skozi. To je delo, to je tek na zelo dolge proge, to je maraton in je treba dosledno opozarjati z veliko mero potrpljenja, pač se na odgovorne osebe naslavljati prošnje, opozorila. Ni vse urejeno, dela se za to, da bi sploh kdaj bilo.
Kako pa je potem bolj na nivoju recimo lokalne skupnosti? Je to sprejeto? Slovencev je zdaj vseeno, vas je malo manj tudi v slovenskem zamejstvu kot nekoč. Kako je s tem potem dejansko, ko pridete na upravno enoto? Lahko govorite v slovenščini? Naprimer, ko nekdo dela društvo, ali lahko vso to birokracijo izpolni v slovenskem jeziku? Recimo? Zelo odvisno od področja. Recimo nekatere občine, tukaj govorimo o osnovnem nivoju upravljanja, je občina, nekatere 7 občin slovenskih v Italiji je čisto dvojezičnih po statutu. Ena recimo na Tržaškem in na Goriškem. Ena od teh je recimo Zgoniška občina, Martina Bodin je tudi podžupanja Zgoniške občine. Te tipologije javnih uprav funkcionirajo v slovenščini in tam res ni težav. Druge javne uprave si pač poslužujejo prevajalcev, tolmačev, prevajajo dokumente, ampak ni vedno tako avtomatično, da se potem v odnosu sploh do večjih enot, kot je recimo občina Trst, ki je ogromna institucija, da se potem v odnosu do zaposlenih na bilo katerem okencu obračaš v slovenščini. Ni vedno tako avtomatično, ampak tako je bilo pač vedno. Odnosi so se pa izboljšali, sploh v možnosti dopisovanja, ko pošiljamo vloge na razpis na deželo, na razpise bilo katere, ali pa dokumentacijo od občinskih uprav, tudi v občinah, ki niso dvojezične. To se vedno stori v slovenščini in ni težav. Recimo tudi, če lahko samo dopolnim, v teh občinah, ki jih je omenil Martin, tudi naše osebje je slovensko, tako da pozna bodisi slovenski kot italijanski jezik in res vsak občan se lahko pač z njim pogovori oziroma podaja vprašanja v svojem jeziku. Tako da tudi na tem smo recimo pozorni. To je prav v našem pravilniku. Tako da res so kot doma praktično. Pa se torej tudi mladi še poslužujejo slovenščine? Jaz mislim, da ja. Recimo v šoli, mi imamo slovenske šole v Italiji, tako da tam res vse poteka v slovenščini. Tudi naša slovenska društva, naj si bodo to kulturna ali pa športna, razne mladinske organizacije. Nastal je pred nedavnim društvo mladih Slovencev v Italiji DM+. Poleg tega pa bi radi seveda izpostavili še tabornike rodu Modrega valja. Oni so naši člani in ti res združujejo ogromno število mladih, pač tabornikov. Poleg tega pa imamo še klub zamejskih študentov oziroma klub, ki je bil ustanovljen recimo za slovenske pripadnike slovenske narodne skupnosti iz Italije, ki študirajo pa v Sloveniji. Naj rečem, da na univerzi v Sloveniji. Mi pri nas imamo vrtce, šole, naj si bodo to osnovne, srednje ali pa višje šole. Nimamo pa slovenske univerze v Italiji. Obstaja pa seveda možnost, da se učimo slovenščine tudi na univerzi. Jaz sama sem obiskovala tudi nekaj recimo lekcij v slovenske književnosti. Obstaja tudi recimo program prav na Tržaški univerzi za slovensko književnost in jezik. Večina pa se jih potem odloči, da gre v Slovenijo, recimo. Torej, jaz mislim, da mladi se še pogovarjamo v slovenskem jeziku, absolutno, naj si bo to doma ali ponavljam v javnem življenju, recimo. Imamo tudi nove govorce slovenskega jezika, je že prej Martin izpostavil tudi, recimo mladi iz mešanih zakonov ali pa iz čisto italijanskih zakonov. Je vedno več teh, ki obiskujejo slovenske šole in zaradi tega imamo tudi nove govorce. Tako da izhajajo iz popolnoma italijanskega recimo ambienta in potem pa pač postanejo tudi oni naši sogovorniki, se pogovarjamo z njimi v slovenščini. Smo imeli pri nas na SKGZ-ju tudi punco, ki je pri nas delala recimo 2 meseca te delovne prakse, jo imenujemo. In ona izhaja iz popolnoma italijanske družine, je pa od malih nog že obiskovala vrtec in slovenske šole. Potem še en semester v Ljubljani, tako da pač, ja, se recimo širi med nami seveda in pa tudi okrog nas. Kakorkoli je cilj, podpiramo
ogromno podpiramo to udejstvovanje mladih oziroma rast mladih. Naši članici sta tudi Dijaški dom Trst in Dijaški dom Gorica, Dijaški dom Srečka Kosovela in Dijaški dom Simona Gregorčiča. V zadnjih letih, sploh po pandemiji, smo dvignili podporo, sploh finančno, ravno z namenom, ker ne gre več pač za tiste klasične dijaške domove, kjer študenti ali dijaki spijo, ampak imajo razvejano dejavnost v smeri pošolskega pouka, negovanja dejavnosti otrok v popoldanskem času, krepitve znanja slovenskega jezika, in to sta dve ključni ustanovi, katerim smo se posvetili res zelo intenzivno v zadnjih letih. Različni ljudje iz različnih krajev, ki jim je do tega, da se povezujejo. Od hribovitega področja tromeje med Avstrijo, Slovenijo in Italijo. Že 14 stoletij nas združuje prisotnost na tem ozemlju, ki teče danes vzdolž meje med Slovenijo in Italijo. Povezujemo se v hribovitih področjih iz virov rek, ki so skozi stoletja odnesle slovenščino v stik s furlansko ravnico ter pripeljale naš jezik v oplajanje z drugim. Reke jezikov in ljudi so preko skrivnostnih brezen izklesale enkratno podobo te krajine in so v sinini Tržaškega zaliva stopile v stik z drugim, z oddaljenim, z Mediteranom. Skupaj smo solidarni. Združujejo nas slovenski jezik, skupna zgodovina, kultura, običaji in želja po skupnem. Povezani. Zgodovina ni bila vedno prizanesljiva. Postavljala je meje, ustvarjala razlike, delila ljudi. Nas postavila pred težke izzive in trpljenjem, a smo preživeli. Danes povezujemo jedro enkratne skupnosti v središču Evrope in oblikujemo edinstveno kulturno krajino, brezmejno povezani. Več kot 5000 mladim skušamo ponuditi pogoje za to, da se vsakodnevno izobražujejo in rastejo v stiku s slovenskim jezikom. Skrb za izobraževanje mladih je naša prioriteta. Posredovanje znanja slovenskega jezika in pripadnosti skupnosti je osnova, na kateri lahko gradimo prihodnost. V stiku z drugim, skozi pogled, ki nam ga odpira Evropska unija, lahko hkrati ostajamo Slovenci in obenem še mnogo več, povezani v različnosti, ki jo globoko spoštujemo. Iz nje tkemo brezmejni prostor za prepletanje razlik in soustvarjanje skupnega. Prepričani smo, da je širjenje znanja lahko sredstvo za povezovanje ljudi na miroljuben način. Temelj skupnosti je tudi njena gospodarska osnova. Delo je zapisano v 1. členu Ustave države, v kateri živimo. Za uresničitev potenciala posameznikov, oblikovanje uspehov skupnosti in enotne podobe je gospodarstvo nepogrešljivo. Zgradili smo ga v sozvočju z našo krajino in v skladu z značilnostmi našega okolja in nam med vzponim padci jamči podlago za skupno rast. Skupnost gradimo iz kolektivne izkušnje, iz ustvarjalnosti in iz izjemne kulturne produkcije, ki jo lahko vsakdo sooblikuje in doživi. Skupaj pripovedujemo fantastične zgodbe različnosti, drugačnosti in hkrati sorodnosti, bratstvu, sestrstvu in skupnosti. Našo zgodbo pišemo, pripovedujemo in sooblikujemo dnevno, ker nas vse to povezuje. Želimo biti odprti, kot smo si že desetletja prizadevali, da vsakdo dobi priložnost postati del te skupnosti in oblikovati njeno kakovost. Naj ima vsak priložnost, da se vključi in zapoje svojo pesem. Nihče ne sme biti zanemarjen. Nihče ne sme biti zoperstavljen v skupnosti, ki temelji na solidarnosti in na preseganju razlik. Zamišljamo si prihodnost, v kateri bomo še vedno vsi skupaj.
Prepričani smo, da pridemo lahko skupaj daleč, preko vseh mej, preko vseh delitev in da skupaj presežemo razlike in še vedno ostanemo povezani. Ostajamo zvesti našemu obrazu, ki je nastal iz upora, bojev in najrazličnejših zgodb poti, izseljevanja, odhodov in prihodov. Odvedno smo živeli v stiku z drugim, drugačnim, s tistim tam čez. Lahko verjamemo v mir in v sožitje, ker je naša zavest trdna. Zato smo po 70 letih dela in razvoja prepričani, da bomo preživeli tudi jutrišnji dan skupaj. Brezmejno povezani. Prej ste omenili tudi športna društva, recimo, ali potem tekmujejo v obeh državah? Ja, jaz tudi izhajam iz enega športnega društva in smo tekmovali bodisi v Italiji kot v Sloveniji. Sicer ni avtomatično, recimo. Imamo nekatere ekipe, ki tekmujejo pa samo v Italiji, tako da je tudi zelo odvisno od športa. So pa seveda vezani tudi s Slovenijo, naprimer, ko imajo športne priprave, vedno hodijo v Slovenijo, tako da obstajajo seveda te vezi med dvema državama. Zakaj se vam pa zdi pomembno povezovati? Sploh v današnjem svetu, ko se zdi, da smo vse raje vsak za svojim računalnikom in kvečemo mnenje izražamo tam, čas preživljamo sami. Ja, to smo tudi. Glede na to, da je članstvo narodnih skupnosti izhaja iz ene zavesti in iz ene želje, sploh osnova dejstva, da se ena skupnost prepoznava v svoji manjšinskosti, to izhaja že iz enih listin raziskav Združenih narodov v 70 letih. Temelj tega je solidarnost, se pravi želja po povezovanju. Res, današnji časi niso glih hvaležni za povezovanje, za družbeno udejstvovanje, ampak je to osnova. Če se ne združujemo in če ne uporabljamo našega jezika med nami, potem nas ne bo več. To je pač prioriteta povezovanja znotraj skupnosti, solidarnost, mreža ljudi. Z druge strani je pa tudi zelo pomembno, da ohranjamo čvrste stike z, bi se reklo, matično državo, se pravi s slovenskim narodom, ker smo mi direkten odraz tega. Mi smo Slovenci in smo pravzaprav podaljšek zdaj v zadnjih letih ni glih tako več aktualna tista besedna zveza, enotni skupni slovenski kulturni prostor, ampak je pomembno ne nazadnje tudi za samo Slovenijo. Predsednica Ksenija Dobrila večkrat izpostavlja misel, da smo mi branitelji zahodne meje slovenske civilizacije. Kajti mešanje ljudi, selitve pritiskajo tudi na samo Slovenijo, ki ni zelo velika država. In zato je pomembno sploh se Slovenije, da se prepoznava v naši narodni skupnosti in da ostanemo zaradi tega povezani jezikovno, ampak tudi vsebinsko z raznimi dejavnostmi, da smo prisotni in da smo upoštevani kot enakovreden element slovenskega narodnega telesa. Kakšen pa recimo odnos države Slovenije? Vse prevečkrat, ko takole gostim kakšne zamejske Slovence, mi povejo, da se počutijo malo spregledane, da mogoče tudi v medijih, če ne govorimo ravno o Primorskem dnevniku ali Primorskih novicah, zelo redko poročajo o tem prostoru, razen mogoče ob času obeležitve bazoviških žrtev ali česa podobnega. Se vam tudi zdi, ali vaši člani mogoče poročajo, da se jim počutijo spregledane? Drži. Dejansko, kot sem prej povedal, če je center italijanske države in center odločanja Rim, ki je zelo, zelo daleč od Trsta, Gorice in Videmske pokrajine,
je potem včasih se začudimo na dejstvo, da je Ljubljana včasih glih tako miselno zelo daleč, čeprav fizično pa seveda ni. Poznavanja vedenja o obstoju, delovanju Slovenske narodne skupnosti je čedalje manj. In to ne le, ko govorimo o centralizmu Slovenije v Ljubljani, ampak tudi ob mejnem področju. Včasih se to dogaja tudi v Sežani, Kopru, da ne rečem v Novi Gorici in tako dalje, tako dalje. To je seveda težava. Za medijski prostor smo zanimivi samo, ko se dogajajo pritiski, ko se dogajajo težave ali pa res ob pomembnih priložnostih, kot je bila leta 2020 tako imenovana vrnitev Narodnega doma. In vse to vpliva tudi z medijskega področja, kot ste sami omenili, na eno napačno percepcijo včasih na Slovence v Italiji, ki smo videni kot ena majhna skupnost. Predvsem pa morda ni tiste percepcije, o kateri sem prej razlagal, da so se odnosi bistveno spremenili. Včasih v Sloveniji obvelja mnenje, da smo mi še vedno v obrambnem položaju, da se od jutra do večera borimo proti italijanskim pritiskom, ampak skušamo živeti pa malo bolj sproščeno, kot se je nekoč. In vso to vedenje, vso to vzdušje težko pronica v osrednji del slovenske države in včasih smo res spregledani, sploh z medijev in tudi potem, kar se odraža na marsikaterem pogledu, na marsikateri pogled našega življenja. Ste mogoče ravno tudi s tem namenom zasnovali znamko Slovenci v Italiji? Ja, tako. Ta je skupni projekt, ki smo ga zasnovali v sodelovanju s sorodno krovno organizacijo, Svetom slovenskih organizacij. Projekt je sicer recimo se rodil že pred nekaj leti, še pred covidom. Smo takrat že ustvarili ta logotip, to srce, ki recimo imate dve črti, ki se pač povezujeta in se združita in te dve predstavljata recimo vse Slovence v Italiji. Iz tega srca pa recimo zraste ta srčni cvet. Tako da ta je zdaj naš nov logotip. Seveda, ko govorimo o brendu Slovencev v Italiji in pomislimo na kaj je sploh en brand, res takoj povežemo na dejstvo, da je pač na tak način mi se hočemo pač spoznati izven pač našega naselitvenega prostora. Spletna stran je nastala tudi pred kratkim, julija letos je zaživela, je dostopna vsem, tako v slovenščini kot tudi v italijanščini in bomo še nadgradili z angleškim jezikom. Recimo, da bistvo je prav to, nas morajo ljudje spoznati. Na tak način smo res odprti vsem. Poleg tega pa, da nas spoznajo ostali, smisel je tudi ta, da se tudi med sabo morda spoznamo. Mi v tej spletni strani smo združili vse informacije o naši narodni skupnosti, naj si bo to od športa do kulture, do naših tradicij, do naše zgodovine, do našega jezika. Recimo imamo bolj splošne informacije v zvezi s tem, kot tudi ene bolj recimo podrobne članke, krajše podrobne članke, ki recimo zadevajo en argument posebej. Recimo, ne vem, če govorimo o naši gastronomiji, tako mi pride zdaj na misel. Jaz sem aktivno sodelovala pri tej spletni strani, temu projektu sem jaz zasledila in moram reči, da nekatere stvari so mi bile tudi meni morda bolj neznane, morda o nekaterih tradicijah, če govorimo bolj kar se tiče o Videmski pokrajini. Tako da res je bilo zanimivo sploh tudi sodelovati pri tem, ker res ogromno informacije je tam zbranih in res se naučiš vedno kaj novega. Mislim, da to je res, smo zadeli prav tako, kar smo si želeli, da nas ljudje spoznajo. Torej vas tudi vabim, seveda, da si našo spletno stran ogledate in da nas spoznate. To pomeni, da če gremo na spletno stran, bomo lahko izvedeli naprimer tudi za dogodke vseh vaših članov? Absolutno. Mi smo na spletni strani tudi pripravili prav za vihek dogodki. Našim organizacijam in društvom smo dali torej možnost, da svoj dogodek prijavijo in da seveda pri tem tudi uporabijo logotip, ker recimo, če mi hočemo, da ta logotip gre v svet, ga ne smemo uporabljati samo mi, recimo na naših
papirjih, recimo, oziroma da ta ostane tam na svoji pisalni mizi. Jaz ga lahko imam pred sabo, ga morajo pa videti vsi. Tako da mi spodbujamo naše organizacije, da ga začne uporabljati, da res se začne širiti in da res postane prepoznavni znak naše narodne skupnosti. Tako da res, ko nekdo ga vidi, razume, aha, to so Slovenci v Italiji. Torej, poleg tega, da lahko uporabijo naš logotip oziroma da jih vabimo, da ga uporabijo, smo jim dali tudi možnost, da prijavijo svoje dogodke. Res so zelo, zelo aktivna naša društva, si upam reči. Tako da, če prijavijo svoj dogodek, mi smo ustvarili prav en koledar, recimo, in so tam na razpolago, torej na spletni strani za vihek dogodki in res lahko vsakdo vidi, kaj se pri nas dogaja in koliko smo aktivni, bodi si na kulturnem področju, kot športnem, tako da res je za vse okuse. Recimo, ravno današnji čas zahteva veliko komunikacije, veliko promoviranja svoje dejavnosti in v to smer se tudi vsi nekako obračajo. V zadnjih letih je čedalje več tega odpiranja od Zveze slovenskih kulturnih društev, ki je naša največja članica, ki prireja na 2 leti Slofest v Trstu, to je velik festival, ki je namenjen ravno odpiranju, prikazu sodobne predvsem pretežno kulturne scene Slovencev v Italiji, zunanjemu svetu. Ostaja kakorkoli pa narodna skupnost precej razdeljena med 2 duši. Mi smo Slovenska kulturno-gospodarska zveza in zelo, zelo tesno sodelujemo z drugo krovno organizacijo, ki se imenuje Svet slovenskih organizacij. In recimo ta brand Slovencev v Italiji in spletna stran sta produkt tega sodelovanja. Skupaj smo tudi zasnovali sprejemni center v Narodnem domu, imenuje se Stik, ki ga lahko ljudje obiščejo in izvejo kaj več ravno o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Tako da na tem področju je ogromno dela. Morda bi povedali še spletno stran, kako se glasi njen naslov? Ja, slovita.info. Smo dostopni sicer tudi na Facebooku in na Instagramu, tako da je prav res za vseh. Mladi se opažamo, ko objavljamo na Instagramu, imamo zelo velik odziv prav iz strani mlajših, torej iz mlajše populacije. Tudi ker, recimo, morda jaz govorim na tak način, ker sem jaz sama pri tem sodelovala, ampak moram reči, da je res zelo zanimivo. Niso, recimo, dolgočasne informacije, 10 strani zgodovine Slovencev v Italiji. To je res bolj zelo hitre informacije, zanimive, res od vseh področji. Tako da, po mojem mnenju, res obiskovalce zelo privlači lahko ta spletna stran in še posebej pa naša socialna omrežja. Če pa pridemo v živo, pa pravite, torej, da pridemo v Narodni dom, je torej ta zdaj res že v celoti predan v roke Slovencev. Nazadnje se je govorilo, da gre bolj za formalizem, ker je notri še izobraževalna institucija in to verjetno še nekaj časa tudi bo. Kako je v praksi? Tako, ravno tako. Dejansko poudariti gre, da dogovor, ki sta ga podpisala oziroma sta mu bila pokrovitelja predsednika italijanske in slovenske države, drži in se ga tudi zelo izvaja. Dogovor je predvideval sa strani italijanske države angažma pri iskanju, odkupu novega sedeža Tržaške univerze oziroma Visoke šole za tolmače in prevajalce in res je prišlo do odkupa in trenutno so v fazi načrtovanja novega sedeža. Seveda to je dejansko malo več kot razvalina, če gledamo prav na to nepremičnino in dokler se bo fakulteta za tolmače in prevajalce premaknila, bo minilo nekaj let in takrat bomo postali mi res osrednji dejavniki Narodnega doma. Zaenkrat imamo samo 2 dejavnosti, se pravi mladinski oddelek za mlade bralce Narodne študijske knjižnice in kot že prej omenjeno center Stik, to je sprejemni center in to je vse, to je na par kvadratnih metrih, vse ostalo trenutno še vedno zaseda Tržaška univerza, ampak poudarjam, da se tisti dogovor izvaja, zahteva svoj čas. Že spet Narodni dom je tudi v tem primeru, to je naloga tudi naše organizacije, včasih gledati na zadeve malo bolj dolgoročno, ne gre vse instant in imamo pa čas za načrtovanje, nenazadnje ne gre samo za poseditev oziroma za samo potem dejavnost Narodnega doma, ampak jo lahko metaforično tudi gledamo na to kot na projekcijo prihodnost same narodne skupnosti in njenega odraza v Trstu.
Sej, kako pa je večinoma, torej delujete v 3 regijah oziroma v 3 občinah, Goriška, Videmska, Tržaška? Ali opažate tudi razlike med posameznimi občinami glede možnosti delovanja, recimo? To je kar, recimo, če sta si Trst in Gorica zelo podobni, ampak to govorimo ravno o zgodovinskem razvoju, je Videmska pokrajina doživela popolnoma drugačno zgodbo, kajti Slovenci na Videmskem so postali del italijanske države krepko pred letom 1918, se pravi zaključkom Prve svetovne vojne, ko sta postali del italijanske države Trst in Gorica. Na Videmskem ni raznarodovalne politike italijanske države, so se začele že po letu 1870 in jezikovni odraz Videmske pokrajine je popolnoma drugačen od tega, ni primerljiv s tržaškim in goriškim. Najbolj očiten pokazatelj tega je recimo šolstvo. Če v Trstu in Gorici smo odvedno imeli že pod avstrijsko državo slovenske šole, tudi srednje šole, realke, na Videmskem slovenskih šol ni, z izjemo dvojezične šole v Špetru, tam pa je res dvojezična, ima polovico pouka v italijanščini, polovico pouka v slovenščini, ki je pa zgodba uspeha nastala ravno na pobudo Slovenske kulturno-gospodarske zveze v 80-ih letih, in se tudi zelo razvija, toliko da je prišla potem do višjih razredov osnovne šole. Jezik, zavest o jeziku, knjižnem jeziku je v Benečiji manj razvita, veliko več se uporablja narečje v primerjavi s Trstom in Gorici. Tako da glavni razliki so ti, recimo, to, kar je Videmska pokrajina in tudi zaradi geografskih danosti, ki so zelo, tam je hribovito področje in so potem področja tudi med sabo ločena od hribov, tako da je tudi komunikacija in veliko težja in nasplošno je razvoj popolnoma drugačen. Dejansko, če govorimo o Kanalski dolini, kot že prej omenjeno Rezi, Teru in Nediških dolinah, v primerjavi z Gorico in Trstom, ki imata pa zelo sličen razvoj. Sej, kaj v Reziji tudi delujejo, katera vaša društva, kateri vaši člani, nekateri se tam prav nedavno so prav rekli, da nimajo veze s Slovenijo, s slovenščino. Ja, področja, recimo, vsi interpretiramo to stanje ravno z eno potrebo po gospodarskem razvoju, kjer so možnosti bivanja manj razvite, v primeru Rezije gre za zelo izolirano dolino, se potem ta trenja razvijajo veliko hitreje. Tam seveda imamo naše članice, Muzej rozajanskih ljudi, imamo tudi kulturni dom na Solbici in druge dejavnosti, ki potekajo v slovenščini, sprejemajo obiskovalce iz Slovenije, razvijajo se, tam tudi založniška dejavnost je zelo prikupna, bom rekel. Z druge strani so pa eni pritiski, ker se ne prepoznavajo nekateri v slovenskem jeziku. Eni ustvarjajo svojo podlago, svoje biti v enem zelo značilnem narečju za Rezijo. Zdrava pamet narekuje, da gre to za slovensko narečje, marsikdo to zanika, ker se ne prepoznava v slovenskem jeziku in v potem odrazu tega, kar je slovenska kultura, slovenski narod. Vztrajamo. Sicer veliko delujete na povezovanju ljudi, torej na italijanski strani meje. Kako pa je s povezovanjem vas, mogoče s kakšnimi drugimi zamejskimi skupnostmi po svetu, po Evropi? Predvsem smo povezani z slovenskimi narodnimi skupnostmi, ki živijo v sosednjih državah. Imamo odlične stike tako z Slovenci na Koroškem seveda in tudi na Štajerskem, predvsem z Zvezo slovenskih organizacij in potem tudi z ostalimi krovnimi organizacijami, s členom 7 v Gradcu, da ne govorimo o Slovencih v Porabju, tudi njihova predsednica je bila prisotna na naši slovesnosti. In če dalje bolj so Slovenci na Hrvaškem. Tudi njihovi predstavniki so bili prejšnji četrtek prisotni na naši slovesnosti. Glavni vezni člen je ministrstvo, se pravi Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, kjer se srečujemo, združujemo in delimo skupne vprašanja. Pa imate podobno situacijo? Ali se srečujete s povsem drugačnimi izzivi? V primeru Porabja in Hrvaške je situacija precej različna. Bolj smo sorodni Slovencem na Koroškem.
Sicer pa potujeta tudi po svetu. Nedavno sta obiskala ravno srečanje Federalistične unije evropskih narodnosti. Za kakšno povezavo pravzaprav tukaj gre? Recimo, mi smo pristopili k FUN-u leta 2022. Ta organizacija pač združuje vse narodne manjšine in skupnosti iz Evrope. Članov je zelo veliko, mi smo se jim približali zdaj prav res pred kratkim. Stikamo vezi z njimi. Recimo, vsako leto smo se udeležili kongresa FUN-a in poleg tega še v zadnjih 2 letih pa tudi recimo manjšega kongresa, ga lahko imenujem, oziroma recimo združenja naše delovne skupine. Pri FUN-u deluje več delovnih skupin, mi smo pač seveda člani delovne skupine, ki zadeva prav slovanske manjšine. Moram reči, da recimo vključenost v to organizacijo res ti odpre oči, spoznaš ne samo Slovence okrog po svetu, ampak res vse ostale manjšine. Se spopadeš recimo z njihovimi problemi, se lahko z njimi pogovarjaš, oziroma kje so pozitivne plati, ki so negativne plati. Še toliko bolj pa res to povezovanje s slovanskimi manjšinami. Pred kratkim sva bila z Martinom v Košicah na recimo srečanju naše delovne skupine in res te obogati spoznati prav tako od blizu druge narodne skupnosti, kako oni delujejo, koliko jih je recimo, koliko jih ni, njihovo delovanje. Ja, res te obogati in razumeš, kaj imaš okrog sebe, da nisi ti sam manjšina. Morda tisti, ki ne živijo blizu meje, tega ne razumejo. Če pravi Martin, da je Rim res oddaljen od nas, tudi drugod po Italiji, po vsej verjetnosti sploh ne vedo, da mi obstajamo. In morda, če se kdaj počutiš med navednicami samega, recimo, ko spoznaš še druge realnosti, rečeš, aha, sej nismo mi edina manjšina, jih je res ogromno. Tako da ti res odpre oči, te obogati in ja, se lahko z njimi pač pogovarjaš, jih skušaš razumeti, kako se oni počutijo. Res je zelo zanimivo, zelo zanimivo. Pa so srečanja ponovadi tematska, se dobite na določeno temo? Recimo 3. dan kongresa je namenjen prav res kongresu, ki ima svoj dnevni red. Recimo se govori o morebitnih novih članih in recimo naslednje leto, če se ne motim, bo tudi volilnega značaja kongres FUN-a, tako da bo bilo tisti res, recimo je tisti dan bolj recimo tako konkreten za delo, prav kot res pravi kongres. V prvih 2 dneh pa bolj aktivno se spozna narodno skupnost, ki pač tisto leto gosti kongres. So nekatera tematska srečanja, te se spreminjajo, recimo naj si bo to prav res o narodni skupnosti kot taki. Tako da recimo ja, je zelo tako, ni recimo splošno samo o tem, imaš več teh tematik, ki jih obravnavaš. Recimo, ravno kongres FUN-a je podvržen in globalnim dinamikam. Recimo v zadnjih letih se je veliko ukvarjalo s posledicami tega, kar se dogaja v Rusiji in Ukrajini. Govorimo o ruski manjšini v Estoniji, ogromno se govori o samih narodnih skupnostih na tleh države, ukrajinske države. Tam je recimo od grške do ruske manjšine in resolucije na kongresu so usmerjene ravno v to, v proučevanje tega. Ne nazadnje letos smo bili v Nemčiji, v Husumu, v severni regiji, Schleswig-Holstein. Tam smo se pa tudi veliko pogovarjali o enem prepoznavanju znotraj Evropske unije, o potrebi po skupni zaščiti manjšin, do česar sicer ni še prišlo, ker Evropska unija ne predvideva neposredno zaščite narodnih skupnosti. Res, da so manjšine omenjene v 2. členu Evropske ustave, že v 1. členu pravzaprav 1b, ampak potem neposrednih zakonskih določb ni zaradi številnih dinamik,
govorimo recimo o problemu Katalonije v Španiji, zaradi česar Španija ni glih prepričana, ali pa francoska država je temeljila na drugačnem prepoznavanju narodnosti in torej tudi omejevanju sploh odraza manjšin na svojih tleh. Tako da z vsemi temi dinamikami se potem spopadamo v raznih pogovorih, resolucijah in prav res, kot pravi Martina, se včasih, ko se ozreš v recimo rusko narodno skupnost v Estoniji, ki je estonska država, de facto zapira ruske šole, se potem zavedaš, da morda ti ni tako slabo, kot si včasih predstavljaš o samem sebi. Če se malo pošalim, ste ravno s Fujanom potem nekako trn v peti, pravzaprav, ko so se ljudje o pomladi narodov začeli ustanavljati nacionalne države in potem meje seveda z raznimi vojnami premikali. Ste prav manjšine dokazale, da kjer politika postavi mejo, ponavadi ni zares meje? Ravno to, ko prihajajo dijaki tudi iz Slovenije v center stik, mi jih večkrat spremljamo in opišemo stanje slovenske narodne skupnosti in tako slovenskim kot italijanskim mladim in manj mladim, vedno, vsaj jaz osebno razlagam, da se niso ljudje premikali, so se meje premikale. Kar včasih ni prav enostavno. Razumejo morda prebivalci Istre, ker so se videli, tu so se meje na 30 let, ena meja je nastala, druga je izginila, prišla, odšla. Zdaj ne vemo, če meja je ali je ni. Ni še jasno. In res je geslo naše 70-letnice brezmejno povezani. Pravzaprav meje pridejo, grejo, se postavljajo, ampak mi živimo na tem področju že 14 stoletij in se povezujemo z vsemi ti, ki živijo tukaj, sploh v Istri, da ne govorimo o drugih področjih, in nam za to mejo pravzaprav skoraj da ni mar. Vedno smo jo prehajali, vedno smo veselo poskakovali z ene in druge strani. So bile leta, ko smo tudi prevažali razne stvari od ene meje na drugo. In dejansko Fulvio Tomica je pravil, ne, da se poistoveti z mejo. Je mogoče paradoks, kaj pomeni se poistovetiti z mejo, živim z mejo. Če postaneš član narodne skupnosti, se tega zavedaš. Tudi Evropska prestolnica kulture 2025 temelji ravno na tem povezovanju Gorice in Nove Gorice. Boste tudi vi kaj sodelovali recimo pri tem projektu? Nekaj malega že. Imamo en projekt recimo tudi na ravno evropskega značaja na programu čezmejnega sodelovanja Interreg z Italijansko unijo v Kopru. Z njimi sodelujemo že ogromno let ravno na teh projektih in tudi z drugimi vsebinami bomo čisto aktivno zraven. Drugače pa seveda je narodna skupnost, Slovenci sploh na Goriškem so v prvi vrsti poklicani k temu, da doživijo to priložnost kot eno nadgradnjo katerega koli odnosa. Na račun EPK-ja je včasih zaslediti veliko kritik, dvomov, neznank, ampak z naše strani je treba poudariti, da ga brezpogojno podpiramo, ker verjamemo v to z vsemi plusi, minusi, morebitnimi napakami, če bodo nastale ali ne, ampak z naše strani ne moremo nič drugega, kot da brezpogojno podpiramo ta dogodek, ki je zgodovinska priložnost. Z druge strani je naša vloga, če jo bomo znali izkoristiti ali ne. Pa poleg tega za prihodnje leto načrtujete še kaj odmevnejšega, kar bi lahko že zdaj napovedala? Recimo, naslednje leto bo še kar dinamično. Če smo komaj dali skozi našo 70-letnico, dela bo še seveda ogromno, to se ne bo tukaj ustavilo. Naslednje leto imamo tudi mi naš kongres, bomo spremenili vodstvo naše organizacije, tako da bomo imeli novega predsednika, novega podpredsednika, predsednika deželnega sveta, torej vse naše organe. Zaradi tega recimo nekaj mesecev v letu bomo bolj aktivno recimo namenili prav temu. Potem pa bomo pač delali kot smo do danes, kot bomo še danes in še od jutri dalje. Naslednje leto bo tudi recimo pomembno leto, bomo obeležili 80. obletnico osvoboditve in tudi v tej smeri mi začenjamo recimo delati na temu, da bi bolj aktivno morda s takimi in drugimi dogodki, ki bodo obeležili to pomembno obletnico. Ja, dela bo še kar, tako da
najprej kongres in potem pa še skozi celo leto ta 80. obletnica in se bo gotovo še kaj dodalo. Sem prepričana. Najbolje, da spremljamo spletno stran Slovencev v Italiji. Tako, absolutno, spletno stran Slovencev v Italiji, lahko pa tudi seveda našo spletno stran Slovenske kulturno-gospodarske zveze in tudi naša socialna omrežja na Instagramu in na Facebooku. Tako da smo aktivni tudi tam. Velja, bomo preverili še tam, kaj se dogaja. Hvala vam pa tudi za današnji obisk v studiu. Hvala. Hvala za vabilo. Tako, dragi gledalci, zdaj veste, kje dobite informacije. Vsekakor pa tudi kakšen skok čez mejo, ki danes to pravzaprav ni več, je seveda vsakič priporočljiv. Predvsem v različna društva, ki so zagotovo tako zelo plodna, da imate skoraj vsak dan nekaj za početi. Do prihodnjič se vidimo spet na Megafon TV.